Sem Ana Virant, stara sem 21 let, prihajam iz Dolenjske, drugače pa študiram na Primorskem. Moji hobiji so tek, kolesarjenje in plavanje, veganka pa sem že od leta 2016. Za veganstvo sem slišala že v mladih letih. Spomnim se, da sem gledala oddajo Preverjeno in tam so govorili o tem, kako ljudje svoje otroke pošiljajo v vrtce in tam pravijo, da ne smejo jesti določenih živil, živalskega izvora. In takrat se spomnim, da je bila moja reakcija zelo burna, zelo strastna, ker sem se začela dreti v ekran, kaj ljudje počnejo, da je to mučenje otrok in da zato otroci zbolevajo in kako je to neodgovorno. Tega se zelo v živo spominjam, zato ker je moje mnenje zdaj tako močno drugačno in zdaj ti ljudi dejansko razumem, zakaj želijo za otroke v bistvu samo najboljše. No, potem nekaj let kasneje sem imela probleme z kožo. Imela sem zelo aknasto kožo in sem iskala naravno rešitev, ker nisem želela jemati zdravil. In takrat sem začela bolj pozorno spremljati, kaj pišejo na internetu in tudi dermatolog je rekel, da je lahko kaj povezano s hrano. In potem sem začela brati in sem odkrila, da veliko ljudi pravi, da je mogoče mleko zato krivo, ker ima hormone in potem povzroči reakcijo na koži. No in potem sem iz prehrane izločila mleko, kasneje pa še jajca, ki jih že tako nisem uživala. In nisem pa nič vedela o etiki. In pol leta kasneje dejansko sem na internetu, ko sem že iskala o rastlinski prehrani, prišla na to, da je nekdo predlagal, da si ogledam Earthlings, Zemljani se mi zdi, da je prevod, in sem gledala 5 minut tega posnetka in nisem mogla več po 5 minutah, ampak teh 5 minut je bilo zadosti, da sem jaz takrat šla do mame in sem ji rekla, jaz ne bom nikoli več jedla ne mleka, ne jajc, ne mesa. In za tem stojim še danes in bom do konca življenja stala za tem. Že od začetka nisem nič pogrešala v prehrani. Res je, da sem prej jedla veliko mleka, ampak so rastlinske alternative zelo podobne, nisem nikoli pogrešala. Jajc nikoli nisem dosti jedla, mesa pa po teh 5 minutah sploh nisem hotela več videti. Razlogov je več. Mislim, da je eden od glavnih razlogov vpliv družbe in to, kar se drugi mislijo o tem, ker ljudje smo narejeni, da želimo ugajati, želimo biti del družbe, biti podobni drugim. Po mojem mnenju ni prav, da ugajamo tistemu, kar drugi pravijo, da je prav, če sami mislimo, da je nekaj narobe. Mislim, da če je nekaj narobe, bo to zmeraj narobe, pa tudi, če to vsi počnejo. In če je nekaj prav, bo vedno prav, pa tudi, če to nihče ne počne. Mislim, da bi si vsak mogel želeti biti del spremembe in to, kar ljudje pravijo, saj sem samo kaplja v morju, kaj pa bom jaz spremenil? Nisi samo kaplja v morju. Tudi, če rešiš samo eno življenje, se mi zdi, da si rešil že dosti. Kaj, če bi bilo to tvoje življenje? Mislim, da moramo ljudje ugotoviti, da živali niso predmeti, da so to živa, čuteča bitja in da krava ni stroj za mleko, kokoš ni stroj za jajca, teliček ni preproga in ni modna torbica in lisica ni šal. To so živa bitja in mislim, da so ljudje, da so živali
tukaj na zemlji z nami in ne za nas. Koristi, ki mi jih je veganstvo prineslo, ni samo izboljšanje zdravja in pa to, da imam ogromno energije, ampak predvsem to, kako mi je spremenilo veganstvo pogled na svet. In ko sem ratala vegan, sem ne samo na to, kaj jem, začela gledati drugače, ampak sem vse videla drugače. Vse sem videla, kako ljudje delamo narobe, kaj delamo z zemljo narobe in je to, ima korenine v veganstvu. Kaj jemo, čeprav ne bi smeli in kako nas to v bistvu ubija. In pa to, kako sebično gledamo na situacijo pogosto ljudje. Tudi jaz gledam velikokrat na dosti stvari sebično, ampak mislim, da ko je vmes življenje nekoga, živali, ne smemo biti več sebični ljudje, ker nismo sami in ne gre se samo za nas. Moramo gledati širšo sliko. Moja družina se je na veganstvo slabo odzvala, sploh iz začetka. In sem rabila vsaj 2 leti, da so začeli sprejemati, kaj jaz počnem in bolj razumeti. Veliko sem mogla govoriti z njimi in jim pripovedovati, zakaj, kakšni so moji razlogi, da so sploh razumeli. In se mi zdi, da to moraš početi ne samo pri družini, ampak pri vsakmu, ki ti malo več pomeni. Zato, da gleda na situacijo drugače. Drugače pa mislili, da je to samo eno od mojih obdobij, ker jaz velikokrat menjam obdobja, ampak ker je bila moja odločitev tako etično podkovana, potem ni variante, da je to samo obdobje. To je moje življenje. Prijatelji večinoma, tisti, ki sem jih že imela, nobeden ni razumel, zakaj počnem. Kar sem pa na novo spoznavala ljudi, je bilo pa z njimi veliko lažje. Pač poveš, da si vegan, poveš, zakaj si in vsak razume. Tiste, ki jih odprej poznaš, je to drugače. Tistim se zdi ponavadi bolj nelogično in več imajo vprašanj in bolj zafrkavajo glede tega. Po mojem mnenju se največ naredi s tem, da si dober zgled. Tistim, ki se zdi na začetku, da jih ne boš nikoli prepričal, če si skozi z njimi in te skozi opazujejo in vidijo, da ti gre dobro, da se dobro počutiš na tem prehrani. Sčasoma se spreminjajo, čeprav še sami ne vejo, vsaj to opažam pri družini. Drugače pa, ko pridem v stik z drugimi, ponavadi začnem govoriti o veganstvu, če se mi zdi, da hočejo o tem nekaj več vedeti, da vsaj malo pokažejo zanimanja za to. Če je že prvi odziv negativen in zelo proti, se ponavadi ne spuščam v konflikte. Temu, da smo agresivni, odgovorim, da sploh ne. Pristop do tega, kako boš pokazal ljudem, ki niso vegani, da je veganstvo, po mojem mnenju, mora biti različen. Morajo biti različni pristopi do tega, ker ljudje bojo ratali vegani zaradi različnih vzrokov. Ne zdi se mi preagresivno. Nasprotno se mi zdi dobro v tem smislu, da pridemo v medije, pa tudi če je to slaba reklama, vseeno je reklama in vseeno ljudje slišijo o veganstvu. Na začetku se mora slišati in kasneje se mi zdi, da pol pride do tega, da je to bolj znano in pol ljudi to sprejmejo.
Začela sem se ukvarjati s športom 4 leta pa pol nazaj. Takrat sem šele samo tekla, kasneje pa sem začela tudi plavati in kolesariti. Zdaj imam velike ultra načrte v prihodnosti in zato ogromno treniram in čeprav se ljudem dostikrat zdi, da to, kar jaz planiram v prihodnosti, je čisto preveč, sploh za žensko telo, bi jaz temu rekla ne. Jaz vem, da sem sposobna tega in vem, da bom dosegla čisto vse, kar sem si zadala, in to ravno na veganski prehrani. Moj cilj v prihodnosti s športom je tudi, ker mislim, moj cilj je potovati na kolesu, iti na daljša plavanja in iti na daljše teke tudi v tujini. To je moj cilj za prihodnost in rada bi za tem ciljem imela tudi en namen. In se mi zdi, da ko bom ratala zadosti dobra, bom na ta način lahko promovirala tudi vegansko prehrano. Prihajam iz kmetije, rojena sem na kmetiji in tam je bilo normalno, da vsak let kolemo prašiče. In mama mi takrat ni nikoli pustila, da sem jaz zraven pri dejanskem uboju živali. Jaz sem lahko prišla šele kasneje, ker je bilo že vse v bistvu v kosih in nikjer ne bilo več podobe prašiča, nikjer ne bilo več teh glasov. In zato sem bila že takrat nekako odmaknjena od tega. Mislim, saj zastopi mamo, zakaj mi tega ni hotela pokazati, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je prav, da otroci vejo, če že jim to da zdaj jest, čez kaj je mogla žival iti. Če to gledaš in razmišljaš, ali bi postal vegan ali ne, bi ti rada povedala, da ne čakaj na jutri, postani vegan danes in s tem boš naredil največ za svoje zdravje, za planet in skupaj bomo rešili še več živali. Ko sem tekla 100 km po ravnem, sem rabila 11 ur z vsemi postojankami in tem, da sem vmes jedla pa še počela druge stvari. Ko sem tekla pa 100 km z višinsko razliko 3500, sem pa rabila 17 ur.